Začeli bomo z objavo indeksa onesnaženosti zraka. In sicer se bo za izdelavo tega indeksa smo pogledali tudi druge indekse, ki jih že zdaj nekatere države uporabljajo. Recimo EPA je razvila indeks, potem je tudi Irska, Madžarska, imajo svoje indekse. Zdaj mi smo ta indeks malo prilagodili na naše razmere. V bistvu je pa tako, da se bojo upoštevala vsa onesnaževala in za vsako onesnaževalo posebej se izračuna indeks. Stopnjo onesnaženosti zraka bo pa določilo tisto onesnaževalo, ki bo imelo najvišji indeks. To pomeni, da bo v bistvu po zimi predvidevamo, da večinoma ta indeks odvisen od onesnaženosti zraka z delci, poleti pa zaradi ozona. Kdaj ga začnete objavljati? Računamo, da ga bomo z ponedeljkom oziroma torkom v naslednjem tednu. Tako da se bojo v bistvu merilna mesta, kjer se izvajajo, kjer imamo meritve, se bojo barvala na principu semaforja, zeleno, rumeno, oranžno in rdeče. Kakšni bodo učinki teh objav? Predvsem računamo na to, da bomo ljudi osveščali iz vidika samih ukrepov, oziroma osveščanje z vidika teh, kaj lahko sami naredimo, in tudi na te razrede bojo priporočila, ki smo jih pripravili skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, kaj priporočamo ljudem, da v tem razredu onesnaženja kakšne omejitve imajo. In sicer bojo omejitve vezane na splošno populacijo, pa na bolj občutljivo populacijo. Zdaj, za tisto populacijo, kjer je bolj občutljiva, bo že v bistvu pri nižjih onesnaženih, recimo kakšna priporočila, primer, recimo, da ne omejijo fizično aktivnosti na prostem. Če pa je zdrava populacija, je pa v bistvu se pa pri malo višjem razredu onesnaženosti ta priporočila pojavijo.